Lepo pozdravljeni, spoštovani vsi prisotni, svetnice in svetniki. Pričenjamo slavnostno sejo občinskega sveta občine Medvode v počastitev našega občinskega praznika, rojstnega dneva Jakoba Aljaža in tudi danes v počastitev 20-letnice ponovne ustanovitve občine Medvode. Na dnevnem redu imamo eno samo točko, in sicer podaritev priznanj zaslužnim občanom. Želim vam lep večer in lepo slavje. Pa se s hvaležnostjo spominja tudi iz prepiri svita bo pregnan, da rojak prost bo vsak, nevrakle sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, nevrakle sosed bo, nevrakle sosed bo mejak. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, svetnice, svetniki, člani komisije za priznanja, dragi gostje, občani Medvod ter dosedanji, še posebej pa letošnji prejemniki občinskih priznanj, spoštovan gospod župan Stanislav Žagar, vsem skupaj prav en lep dober večer. Medvode z okolico so bile poseljene že zelo zgodaj. Tu najdemo najdbe iz prazgodovinskih gradišč na Smledniškem gradu in Pohograjskih Dolomitih. Najdemo tudi ostanke rimske naselbine in grobov v Medvodah. Ob selitvah narodov so na to naše kraje prišli Slovani. V srednjem veku se v naše kraje naseli vpliv različnih, predvsem nemških fevdalcev. Obsežna fevdalna posestva in gospodstva z gradovi in cerkvami so botrovala, da se v njihovi okolici začela razvijati lokalna središča, ki pa se na zemljevidih poznajo še danes. Medvode so postale pomembnejše z razvojem prometnih poti in ob koncu 15. stoletja dobile prvi most, prav tu, kjer smo se zbrali danes. Za prehod reke Sore je bilo potrebno dolgo časa poravnavati mostnino. V 19. stoletju Medvode dobijajo železniško postajo in šole. Šole v Smledniku, Sori, Preski, Topolu, Pirničah in na Svetju. Nastala so tudi prva gasilska društva. Postavijo se temelji za razvoj industrije, ki se v prvi polovici 20. stoletja razvije v Medvodah. Ljudje se v naših krajih preživljajo z delom v tovarnah, s kmetijstvom, gozdarstvom, čebelarstvom, z domačimi obrtmi, z gostinstvom, pa tudi s predelavo in pridelavo lenu. Za zanimivost velja omeniti tudi rudnik živega srebra v dolini Lučnice in rudnik premoga, ki je krajši čas deloval tudi v Zbiljah. Začetek leta 1955 pomeni prvo ustanovitev občine v današnjem obsegu. Ta je bila v letu 1963 priključena občini Ljubljana Šiška in v letu 1994 postala zopet samostojna. Medvode so bile leta 2006 proglašene za mesto. Spoštovane dame in spoštovani gospodje, danes smo se zbrali tu, da za občinski praznik počastimo 20 let občine Medvode
In zbrali smo se, da se spomnimo tudi 1025 let prve pisne omembe Medvode Zwischenwassern. Sedaj na oder vabim slavnostnega govornika, župana občine Medvode, gospoda Stanislava Žagarja. Spoštovane občanke in občani, častni gostje, prejemniki občinskih nagrad, svetnice in svetniki. Letošnjo slavnostno sejo občinskega sveta ob občinskem prazniku smo iz vrha pod Šmarno goro od Aljaževe rojstne hiše prestavili v mestno središče pred občinsko stavbo iz razloga, ker je pač letošnje leto obletnic. In sicer najprej 20-letnica obstoja oziroma ponovne ustanovitve občine Medvode. Pred 50 leti in kakšno leto zraven, v neki drugi državi, v neki drugih časih je bila nekdanja občina Medvode ukinjena. Razlogov za to ne poznamo in jih tudi ne ugotavljamo. Leta 1994, ko pa smo že 3 leta živeli v novi državi Sloveniji, smo se ljudje na referendumu odločili, da bomo ponovno ustvarjali in živeli v samostojni občini. 20 let od takrat ni dolga doba, pa vendar sem prepričan, da velika večina prebivalcev vidi pozitivne rezultate dela in obstoja nove občine. Veliko je že bilo narejenega, še več kot vedno je ostalo za postoriti. Pred nami je še mnogo dela, naporov in ustvarjanja za razvoj in napredek občine. Za občinski praznik smo izbrali rojstni dan pomembnega in zavednega Slovenca Jakoba Aljaža, ki je bil davnega leta 1845 rojen v Zavrhu pod Šmarno goro. On in njegovi sodobniki si kljub politično težkim in zapletenim časom niso bali povedati, kateremu narodu pripadajo, katero državo si želijo. Sanjali so o zedinjeni Slovenije, o javni rabi slovenskega jezika.
Jakob Aljaž je bil še otrok v času pomladi narodov in marčne revolucije leta 1848 in že odrasel zrel mož ob začetku Prve svetovne vojne, katere stoletnico začetka praznujemo prav letos. Ta svetovna vojna je uničila veliko življenj in veliko sanj in takrat je bilo sanje zares nemogoče uresničiti. Svoj konček Slovenije je Aljaž ustvaril že mnogo prej, tako da je leta 1895 na našem simbolu Triglavu postavil svoj stolp na svoji zemlji. In stolp nas še danes spominja na njegovo vztrajnost, odločnost in pogum. Slovencem pa kaže, kako se je treba boriti za doseganje zastavljenih ciljev v vseh zgodovinskih obdobjih in v vseh okoliščinah. Leta 1927, ko je Aljaž končal svojo življenjsko pot, a zopet je bilo to v neki drugi državi, ki ni bila njegovem srcu. Svoje želje in vizije je, kot radi rečemo, odnesel v grob, tja na Dovje pri moji strani s pogledom na njegov ljubi Triglav. Mi danes tukaj zbrani pa smo imeli privilegij, da smo 25. junija praznovali 23. obletnico naše države, države Slovenije. Pa smo jo praznovali vzneseno, ponosno, veselo, smo izobesili zastave na naše hiše, kot je Jakob Aljaž postavil svoj stolp na vrhu Triglava. Ali pa se morda sprašujemo, kako in kje živimo? Ali živimo človeka vredno življenje, ali nas je strah prihodnosti? Ali je naša država bogata in pravična do vseh? Zakaj tisoči odhajajo v tujino s trebuhom za kruhom? Moč in bogatstvo države so njeni državljani. Bogat državljan pomeni, da je bogata tudi država. A tu ni mišljena le peščica ekstremno bogatih. Tu so mišljeni vsi, ki živijo in ustvarjajo v tej državi in imajo delo vsi, ki so za delo sposobni. To je socialna in pravična država. A vsi vemo, da je naša družba razslojena, kot če ni bila nikoli. Država je žal obubožana do te mere, da z novimi visokimi davki in dajatvami vse bolj bremeni in siromaši državljane in s tem tudi sebe. Kako naj bo potem bogata in socialna? Reki, kot so bližnjega uspeh je moja nesreča in težko je ljubiti svojega bližnjega bolj kakor samega sebe, so parole tistih, ki siromašijo to našo lepo državo. Nismo še zreli in še vedno ne vemo, kam in kako zapeljati to našo lepo deželo. Samo od opevane lepote se pač ne da živeti. V knjigi vseh knjig piše, da je doba očiščanja in doba zrelosti ter polnosti 40 let. Torej smo mi v Sloveniji šele nekje na dobri polovici poti. Tudi občina, kot osnovni servis v službi ljudi, še kako močno občuti to nemoč in siromašne države. Občina izgublja svoj osnovni namen in pomen, saj je naša država z 2 milijonoma prebivalcem centralizirana kot malo katera druga v Evropi. In mi v naši občini, Medvode, ali vidimo svojo prihodnost? Zagotovo nam ne manjka vizije, znanja zanesenjaštva, ljudje, ki tu živijo, čutijo pripadnost občini in to dokazujejo s svojim delom. Pozitiven odnos do narave, do gospodarskega razvoja, pomoč ljudem v stiski in skrb za napredek so vodilo ljudi, ki so družbeno aktivni. Občina kot ustanova najbolj zaslužne in pogumne ljudi v naši občini že veliko let nagrajuje s priznanji in se jim na ta način zahvali za njihovo delo. Pred posamezniki in družbo so vedno postavljeni novi in novi izzivi. Brez pogumnih posameznikov bi te izzive težko premagovali. Spoštovani vsi prisotni, spoštovani nagrajenci, občinski praznik je tisti dan, ko moramo še bolj začutiti pripadnost skupnosti, pripadnost tudi občini. Želim vam, da vam to ne bi bilo težko. Vsem vam, spoštovani prejemniki, to v prvi vrsti, se zahvaljujem za vaše delo, ki je izraz vaše pripadnosti skupnosti in vam čestitam za prejeta priznanja. Vsem ostalim pa želim lepo praznovanje občinskega praznika in še naprej lep večer. Dom. Dom ni samo eden. Dom ni samo rojstna hiša.
Dom ni samo hiša mladosti. Dom je tam, kjer si ti. Tam, kjer nisi na obisku. Tam, kjer nekaj časa bivaš in se dobro počutiš. Za nekatere je dom v srcu in ga nosijo povsod s seboj. A vedno se počutimo doma tam, kjer lahko dom z nekom delimo. Greš domov? Me vpraša drobno otroče plavih oči. Vsi gremo domov, mu rečem in ono se veselo smeji. Domov? Dom je tam, kjer je ljubezen. Toliko je hiš in tako malo domov. Kam naj grem? Otroče gleda za mano in verjame, da grem domov. Lokalne skupnosti so izvorno jedro povezovanja, ustvarjanja, razvoja posameznikov, timov, organizacij,
So poligon, kjer razvijamo osnovni intimni odnos z okoljem, ljudmi, z naravo, samim seboj. Zdrava skupnost je osnovna celica družbenega razvoja, zibelka vrednot, vez s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Je jedro, ki lahko ponudi varnost, zaupanje in spoštovanje. To nujno potrebujemo, da polno živimo svoje talente, sposobnosti, potenciale in se razvijamo tako kot skupnost, v kateri živimo. Lokalne skupnosti so prostor, kjer se razvija socialni kapital. Zato ob občinskem prazniku občina Medvode vsako leto podeljuje priznanja občine Medvode posameznim organizacijam oziroma skupnostim, društvom, osebam in podjetjem za posebne uspehe na vseh področjih družbenega življenja v občini Medvode. Gorje, kdor nima doma, kdor ni nikjer sam svoj gospod. Naj križem svet preroma, saj vendar tujec je povsod. Gorje, kdor se useda za tujo mizo žive dni, vsak grižljaj mu preseda, požirek vsak mu zagreni. Gorje, kdor zatajiti prisiljen voljo in srce, bedakom posoditi čas mora glavo in roke.
Tako, prišel je čas, da na oder povabim gospoda Zdravka Debeljaka, predsednika Komisije za priznanje občine Medvode, da predstavi delo komisije in letošnje prejemnike priznanj. Spoštovani, vsem lep pozdrav. Priznanje občin Medvode se podeljujejo posameznim organizacijam, društvom, podjetjem in posameznikom, ki delujejo na območju občine Medvode za posebne uspehe na vseh področjih družbenega življenja v občini. Imamo 3 različna priznanja občine Medvode. Naziv častni občan občine Medvode se podeljuje posameznikom, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti. Plaketa občine Medvode se občanom podeljuje za dolgoletno izjemno uspešno delo na področju gospodarskih, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete življenja na območju občine. Prav tako se plaketa občine Medvode podeljuje za enkratne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela posameznikov, za njihovo življenjsko delo oziroma ob njihovih visokih jubilejih. Medalje občine Medvode se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim za posamezna družbeno koristna dela, za delovne in druge velike uspehe dosežene v krajšem časovnem obdobju ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj. Vsa priznanja podeljuje župan občine Medvode na predlog Komisije za priznanja. Za vsak predlog mora glasovati vsaj 5 od 7 članov komisije. Komisija pri podelitvah ni vezana na predlog predlagatelja za vrsto priznanja, lahko tudi odloči, da posameznega priznanja ne podeli. Sklep komisije je dokončen. Na kratko sem prepisal nekaj členov iz odloka o priznanjih občine Medvode, predvsem zato, da predlagatelji, mimogrede največ predlagateljev je članov občinskega sveta občine Medvode, ne bi dejali predlogov, ki komisijo spravljajo v neprijeten položaj pri odločanju. Komisija za priznanje občine Medvode je prejela 7 predlogov za priznanja, in sicer 1 predlog za častnega občana občine in 6 predlogov za plaketo občine Medvode. Od 6 predlogov je bil en nepopoln, zato smo ga zavrnili, drugi kandidat pa je največ dejavnosti opravil na območju druge občine. Soglasno smo sprejeli sklep o 2 zavrnitvah in 4 podelitvah plakete občine Medvode. Naj še enkrat opomnim, da se plaketa občine Medvode podeljuje za dolgoletno izjemno uspešno delo na področju občine, ne pa za 1, 2 ali le nekajletno delo. Današnji prejemniki plaket delajo na posameznem področju 50, 60 in celo 90 let. V predlogu za častnega občana občine Medvode iz podatkov o delu kandidata nismo zaznali izjemnega delovanja in stvaritev na področju družbenega življenja občine Medvode, zato smo predlagali, da se kandidatu podeli plaketa občine Medvode. Kandidat se je kasneje odločil, da priznanja ne sprejme, predlog za njegovo priznanje pa se prestavi na kasnejši čas. Spoštovani predlagatelji, prosim vas, da pred oddanim predlogom preberete odlok o priznanju občine Medvode, da ne bo nepotrebnega slabega občutka. Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke. Hvala lepa gospodu Zdravku Debeljaku, pa bi prosil gospod predsednik in seveda župan, da kar stopita na oder, seveda. Začeli bomo s podelitvijo. Po odloku o priznanjih občine Medvode se plaketa občine Medvode podeljuje za dosežke in dolgoletno izjemno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete življenja občine Medvode. Plaketo občine Medvode prejme Hidroelektrarna Medvode.
Gradnja hidroelektrarne Medvode je bila načrtovana že med drugo svetovno vojno. Po vojni pa se je začela fizična gradnja objekta. Hidroelektrarna Medvode je bila uvrščena v program prve petletke, ki je pomenil elektrifikacijo ter industrializacijo nove države. Medvode in okolica so zaradi elektrarne dobivale do leta 1960 novo podobo, ki je pomenila tudi novo kakovost življenja za ljudi v teh krajih. Investitor je moral najprej pripraviti gradbišče, zgraditi del ceste za prevoz gradbenega materiala in opreme za gradbišče, zgraditi mostova čez reki Soro v Medvodah in Savo v Zbiljah, ki sta edina dovoljevala prevoz težkih tovorov po cesti iz osrednje Slovenije. Za lastne potrebe in za preskrbo prebivalcev Medvod je zgradila nov vodovodni sistem, ki je vrsto let preskrboval z vodo vsa gospodinjstva in zagotavljal vodo tudi za protipožarni sistem v kraju. Za delavce in upravljavce hidroelektrarne so zgradili tudi prve stanovanjske bloke na Svetju, ki so nasplošno začeli spreminjati podobo Medvod, tako da je iz vasi postopoma nastalo mesto z uličnim sistemom. Poleg tega, da je elektrarna takrat dajala slovenskemu elektrogospodarstvu več kot 10% električne energije, je zaposlila veliko mladih usposobljenih delavcev. Mnogo pa se jih je v vseh teh letih tudi usposobilo za ustrezen poklic in se zaposlilo v elektrarni. Elektrarna vzorno vzdržuje strojno in elektroopremo, njena okolica pa je hortikulturno urejena. Elektrarna pogosto gosti obiskovalce iz Slovenije in tujine. Najpogostejši gostje so osnovnošolci in dijaki, ki se v medvoški hidroelektrarni neposredno seznanijo s tem virom pridobivanja električne energije in načinom njene distribucije. Ob novem akumulacijskem jezeru v Zbiljah se je začel razvijati turizem, saj svojo ponudbo privablja obiskovalce od blizu in daleč. V Zbiljah so ustanovili turistično društvo, s katerim hidroelektrarna Medvode odlično sodeluje. Kolektiv hidroelektrarne Medvode odlično sodeluje z lokalno skupnostjo tudi na drugih področjih: šport, kultura, humanitarna dejavnost. Zveza združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja pa se s hvaležnostjo spominja tudi izjemnega sodelovanja kolektiva hidroelektrarne Medvode s svojim članstvom v času patronata elektrarne nad grobiščem 25 talcev v gramozni jami na Svetju. Več desetletij vse od postavitve spomenika so vzdrževali, skrbeli za grob in njegovo okolico, poskrbeli so za postavitev razsvetljave, vse do predaje skrbništva lokalni skupnosti. Plaketo občine Medvode prejme prostovoljno gasilsko društvo Smlednik. Za prostovoljno gasilsko društvo Smlednik bi lahko rekli, da deluje na vseh področjih, ki se dotikajo tako lokalne skupnosti in organizacij kot naših krajanov. V lokalni skupnosti tako praktično ni prireditve, kjer bi ne bili prisotni. Z veliko dobre volje in profesionalne zagnanosti se tako odzovejo vsaki prošnji naših društev, ko organizirajo različne dogodke in prireditve. Večkrat pripravijo izobraževanja in demonstracije gašenja požarov, seznanjajo ljudi s pravilno rabo gasilnih sredstev ter zagotavljajo njihove preglede. Odlično sodelujejo tudi z osnovno šolo Simona Jenka Smlednik. V današnjih časih, ko druženje sosedov in krajanov ni več tako samoumevno, kot je nekdaj bilo, vse bolj pomembno, predvsem družabno-socialno vlogo igra tudi vrtna veselica, ki je, to najbolj vedo prav gasilci, zaradi zamotanosti in birokracije velik preizkus dobre volje organizatorjev, a za krajane dogodek, ko se srečamo in poveselimo. Tudi kadar je potrebna pomoč pri urejanju in reševanju različnih akutnih komunalnih stanj,
Lahko kot krajevna skupnost vedno računamo na nje in njihov hitri odziv, ki mnogo kdaj prepreči veliko večjo škodo, ki bi jo utrpeli sicer. Vse te akcije so nekakšna preventiva, ki jo izvaja naše gasilsko društvo. A pridejo tudi dnevi, trenutki, ko bi bili vsi mi brez njih izgubljeni, škoda na premoženju pa mnogo večja kot sicer. Intervencije v primerih požarov še zdaleč niso edino področje, ko prostovoljci tvegajo tudi svoja življenja, da zaščitijo premoženje in življenje bližnjega. Naravne katastrofe, kakršni smo bili priča tudi v letošnji zimi, pokažejo, kako pomembna je njihova dejavnost. Več dni so v snegu in žledu opravljali nevarno delo zagotavljanja prevoznosti glavnih prometnic in odvračanja nevarnosti padajočega drevja na hiše krajanov. Njihova dejavnost, požrtvovalnost in pripravljenost pomagati vsakomur, ki je pomoči potreben, nas vsakič znova spominja in opominja, kaj so tiste prave vrednote in načela, ki jih današnji čas vse premalo ceni. S podeljeno plaketo bi se celotna skupnost rada zahvalila prostovoljnemu gasilskemu društvu Smlednik ter vsem gasilcem za pomoč našim krajanom, društvom in organizacijam v naši skupnosti in občini. Plaketo občine Medvode prejme gospod Anton Merjasec. Anton Merjasec je eden tistih na zunaj manj opaženih občanov, ki v skupnosti brez velikega hrupa zares živi in ustvarja za skupnost. Za skupne potrebe mu ni težko žrtvovati ne časa, ne energije, ne sredstev, poleg tega pa zna k delu za skupnost pritegniti tudi druge ljudi. Ima prirojeni čut za sočloveka in je vedno pripravljen pomagati ali narediti kaj tudi brez plačila. Rojen je bil med drugo svetovno vojno v Zgornjih Pirničah. Ob njenem koncu je ostal brez očeta, ki je v nepojasnjenih okoliščinah izginil v povojnih množičnih pobojih. Konec 50-ih se je izučil za stavbnega kleparja. Kot samostojen obrtnik si je z marljivim delom in nesebično požrtvovalnostjo med ljudmi pridobil velik ugled in spoštovanje. Že od zgodnjih fantovskih let je aktiven član prostovoljnega gasilskega društva v Zgornjih Pirničah. Še kot član župnijskega sveta v Smledniku je v 80-ih letih prejšnjega stoletja sodeloval pri ustanavljanju župnije v Pirničah. Z lastnim delom in pobudami je pomagal pri gradnji župnišča, pri obnovi stare ter gradnji nove cerkve v Zgornjih Pirničah. Pri delu župnijske skupnosti še danes na različne načine aktivno pomaga. Že pred letom 1990 je tako kot pri gasilcih in v župniji aktivno deloval tudi v krajevni skupnosti Pirniče, kjer je bil vedno med tistimi, ki so bili med prvimi pripravljeni na prostovoljne akcije. V več zaporednih mandatih je član sveta krajevne skupnosti Pirniče, kjer od prvih začetkov do danes vse skozi skrbi za pokopališče. Čeprav so ideje o gradnji pokopališča v Pirničah starejše in je prvi konkreten predlog zanj še pred ustanovitvijo občine Medvode dala tedanja koalicija Demos, je prav gospod Anton Merjasec kot predsednik gradbenega odbora s svojo zavzetostjo in prepričevanjem ljudi najprej v največji meri pomagal pri pridobitvi zemljišča. Pozneje pa tudi pri dokončanju gradnje tako samega pokopališča kot tudi vse potrebne infrastrukture. Zaradi navedenih odlik in opravljenega dela v skupno dobro si gospod Anton Merjasec nedvomno več kot zasluži plaketo občine Medvode. Želeli bi, da bi imel še več posnemovalcev. Plaketo občine Medvode prejme gospod Slavko Martinčevič.
Slavko Martinčević je več kot polovico svojega življenja namenil razvoju nogometa v občini Medvode. Bil je med ustanovitelji nogometnega kluba Jezero Zbilje. Svojo energijo in zavzetostjo ves čas skrbi za razvoj in napredek nogometa. Nikoli mu ni bilo žal časa za nesebično pomoč pri gradnji in sanaciji nogometnih igrišč in površin za treniranje, za ureditev slačilnic tako pred požarom, ki je uničil prvotne slačilnice, kot po njem. Deloval je tudi kot trener članske ekipe in mlajših selekcij. Brez njega praktično ne bi bilo nogometa v Zbiljah in Smledniku. V zadnjih letih se je zavzemal za nadaljnji razvoj nogometa v občini in je v celoti podpiral združitev obeh nogometnih ekip v eno, ter pri tem tudi aktivno sodeloval. V veliki meri je sodeloval tudi pri sanaciji in ureditvi igralnih površin tudi na igrišču v Medvodah. Med drugim se je kot član občinskih organov nenehno zavzemal za razvoj in napredek športa v občini Medvode. Nesporno je, da je s svojim delom, zavzetostjo in predvsem temperamentnostjo prispeval k uveljavitvi nogometa in športa v občini Medvode ter širše. Menimo, da si plaketo občine Medvode zasluži in ga zaradi tega tudi predlagamo. Ob občinskem prazniku pa je prav, da se spomnimo tudi našega Jakoba Aljaža. Jakob je bil četrti od 8 otrok matere Elizabete in očeta Antona. Pri hiši se je po domače reklo pri Bačenkovih. Obiskoval je šolo v Smledniku. Leta 1855 se je odpravil v gimnazijo v Ljubljano, filozofijo pa je odšel študirati na Dunaj. Zaradi domotožja in pomankanja sredstev se je preselil v Ljubljano in začel študirati bogoslovje. Imel je prijeten glas tenorja in izreden čut do zborovskega petja, zato je že v gimnaziji ustanovil svoj prvi kvartet. Med leti 1871 in 80 je bil kaplan v Tržiču in katehet na 4-razredni šoli. Bil je pevovodja zbora obrtnikov in kasneje gospodskega moškega zbora, ki je pel tudi slovenske pesmi. Bil je župnik na Dobravi pri Kropi. Med leti 1880 in 89 je maševal in spovedoval tudi na Brezjah. Leta 1887 se je iz Dobrave odpravil na Triglav. To je bil njegov prvi vzpon na Triglav. Konec leta 1889 je postal okrajski šolski nadzornik in župnik na Dovjem. Takrat se je začel ukvarjati s turistiko in planinarstvom. Med drugim je dal pobudo za gradnjo slovenskih planinskih koč v Triglavskem pogorju. Postavil je Aljažev stolp na vrhu Triglava. Zemljišče zanj je odkupil od dovške občine in ga podaril Slovenskemu planinskemu društvu. Točno na tem mestu je 7. avgusta 1895 postavil pločevinasti stolp. Postavil je tudi Staničevo kočo, Triglavski dom na Kredarici, dom v Vratih, danes Aljažev dom. Označil je številne planinske poti. Pisal je predvsem zborovske skladbe, v katerih prevladujeta domovinska ljubezen in ljubezen do gora. Najbolj znani njegovi pesmi sta Triglav moj dom in Slovan na dan. Uredil je prvi in drugi zvezek slovenske pesmarice. Na Triglav pa se je zadnjikrat povzpel leta 1904. Vsako leto na njegov rojstni dan, to je 6. julija, praznujemo občinski praznik naše občine. Dragi gostje, vabim vas, da ob pomoči besedil, ki ste jih prejeli ob začetku slavnostne seje, skupaj zapojemo pesem Moj Triglav, moj dom. Jaz pa bi seveda na oder povabil gospoda Roberta Malovrha in skupaj zapojemo Triglav, moj dom. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabi.
poletni vročini na strme vrhi, da tam si spočijel samoti srci, kjer potok izvira skalovju hlada. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, če tudi je svet začaral s čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil, ljubiče, vsak čas. O tebi sem sanjal, stric svetlik koran. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si